112 zasili, prosim. No, pa se zdaj dotaknimo samega reševanja. Kot prvo na kraj dogodka prihaja hitro tehnično reševalno vozilo. To je vozilo s pogonom na vsa kolesa, ki je opremljeno z orodjem za reševanje prometnih nesrečah. Vso hidravlično orodje je v vozilu. Tako, na kraj so prišli gasilci s hitrim tehničnim reševalnim vozilom. To je manjše vozilo, v katerem se nahaja vso potrebno kompletno hidravlično orodje za reševanje. Potem je prišlo večje vozilo, gre za tako imenovano tunelsko vozilo, v katerem je oprema za gašenje in pa ravno tako tudi oprema za reševanje v prometnih nesrečah. Specifika vozila pa je ta, da je primerno tudi za posredovanje v cestnih predorih in pa prišlo je tudi reševalno vozilo. Lahko ste opazili, da je vodja gasilcev, gre za Roka Muhiča, poveljnika Prostovoljnega gasilskega društva Postojna, je opravil ogled mesta nesreče in ugotovil, kje se nahaja ponesrečenec. Vozilo se trenutno nahaja v nekem labilnem položaju, kar pomeni, da ni fiksno, lahko se prevrne. In ena izmed prvih primarnih nalog gasilcev je, da so požarno zavarovali kraj prometne nesreče, z večjega vozila so potegnili gasilsko cev in pa sedaj izvajajo stabilizacijo vozila. Predno se karkoli začne izvajati tehnični poseg na samem vozilu, je potrebno vozilo stabilizirati. To pomeni, da se ga fiksira v položaju, v katerem se ga je dobilo. Kot ste lahko videli, s posebnim hidravličnim orodjem so gasilci odprli zadnjo havbo in se prebili do same poškodovanke. Vsi gasilci se v fazi izobraževanja usposobijo tudi za nudenje prve in pa nujne medicinske pomoči in tudi v obeh gasilskih vozilih je kar nekaj medicinske opreme. Poleg avtomatskega defibrilatorja je tukaj še kompletno opremljene nahrbtniki z sanitetnim materialom, pa medicinski kisik, opeklinske odeje, sredstva za imobilizacijo, vratne opornice, steznik za imobilizacijo hrbtenice v sedečem položaju, vakuumske opornice, zajemalna nosila, se pravi en kup širok asortiman opreme, za katero so gasilke in pa gasilci tudi usposobljeni in svoje delo tudi redno nadgrajujejo na internih vajah skupaj z delavci medicinske pomoči, kot tudi na drugih, se pravi večjih dogodkih. Izvaja se tehnični poseg, lahko vidimo škarje, gre za hidravlične škarje, izredno močne škarje, to je najnovejša pridobitev, pred enim mesecem so prišle baterijski komplet. Prednost je ta, da ni potrebno imeti zraven hidravličnega agregata, črpalke, ampak so mobilne in izredno močne. Se pravi, nekje na samem stičišču, kjer prije do reza, nekje moči 24 ton prerežejo. Tako da sedaj se izvaja tehnični poseg, vodja se je odločil, da bo zaradi suma poškodbe hrbtenice pri voznici, ki ni bila pripeta z varnostnim pasom, odstranil streho vozila. Med tem časom še vedno poteka tehnični poseg. Seveda pri vsaki prometni nesreči lovimo zlato uro. Zlata ura pomeni, da od nastanka nesreče do prihoda v bolnišnico naj bi minila 1 ura. Seveda, vedno to ni možno. Če se nesreča zgodi v bližini bolnišnice, v kraju, kjer je bolnišnica, je to relativno lahko izvedljivo, vendar morate vedeti, da ko pride do prometne nesreče,
najprej potrebno obvestiti reševalne službe, se pravi na telefonsko številko 112, potem reševalne službe izvozijo, reševalci so poklicni in so stalno prisotni v reševalnih postajah, gasilci v Postojni konkretno gre za prostovoljno gasilsko društvo s poklicnim jedrom, v katerem deluje 9 poklicnih gasilcev, pa so v nočnem času in pa čez vikende v pripravljenosti na domu skupaj s prostovoljnimi gasilci. Povprečen odzivni čas odhoda prvega vozila na intervencijo po alarmiranju je bil v lanskem letu 3,6 minute, kadar so gasilci niso bili prisotni v gasilskem domu. V drugače, v razmerah v dnevnem času, ko so prisotni, pa je ta čas krajši od 1 minute. Kot lahko vidite, streha je odprta, kot bi rekli, tukaj v bližini imamo tovarno Delamaris, ko imajo ribje konzerve, se pravi, tako kot odpremo ribjo konzervo, nekaj podobnega so tudi odprli streho tega vozila in sedaj je prostor do ponesrečenke je bistveno večji. Gasilci so med tehničnim posegom zaščitili ponesrečenko pred ostrimi delci, tukaj so drobci letečega stekla, lahko kakšna plastika odleti in pa zaščitili so ostre dele. Se pravi, da med samim iznosom ne bi prišlo tako do poškodb gasilcev, zdravstvenega osebja, kot tudi do same poškodovanke. Med tem časom, ko je streha odprta, sedaj nastopi delo zdravstva. V realni situaciji v večini intervencij prisoten z ekipo reševalcev tudi zdravnik, ki lahko že v samem vozilu odredi neko določeno terapijo in pa sedaj gasilci skupaj z reševalci, ki sedaj seveda vajeti prevzamejo v svoje roke, ko je omogočen dostop, pomagajo pri oskrbi in pa imobilizaciji ponesrečene osebe. Ponesrečenka je na nosilih, gasilci skupaj z reševalci jo prenašajo do glavnih nosil reševalnega vozila in sedaj je glavnina dela za gasilce zaključena, sedaj se pa začne delo za reševalce. Reševalci bi sedaj pacientko pregledali, jo dodatno oskrbeli in seveda transportirali v zdravstveno ustanovo. Da se zavaruje življenje in premoženje. Robot se postavlja v pozicijo za požitev vodnega topa. New trailer so uspešno sama obleka je zelo težka in tudi nerodna za uporabo, zato morajo tudi bolni tehniki za dobri fizični kondiciji, prvo, da se zaoblečejo, drugo, da se v njej gibljajo in jo uporabljajo. Dal je znak, da je zadeva ustrezno uničena.